Pozdravljeni v oddaji Spoznajmo jih, v kateri danes gostimo avstrijskega knjižnega prevajalca Ervina Kästnerja. V Velenju ga gostimo na mednarodni književniški rezidenci, ki jo izvajamo v programu Lyricon Festa. Ervin Kästner je književni prevajalec, ki ga širša javnost pozna predvsem po številnih prevodih del Ivana Cankarja v nemščino. Prevedel pa je tudi številne druge sodobne avtorje. Kaj počne trenutno in kakšen je njegov pogled na recepcijo Ivana Cankarja, pa v današnjem pogovoru, srečanju z njim. Gospod Ervin Kästner, dobrodošli v oddaji Spoznajmo jih. Literarni znanstvenik, slovenist, prevajalec slovenske književnosti. O vaših delih zasledimo poleg osrednjega opusa Ivana Cankarja, 16 njegovih del ste prevedli, tudi številne prevode mlajših, še živih slovenskih avtorjev, Žabota, Frančiča, Zupančiča, Pregla, Skubica. Pa morda za uvod najprej vprašanje, kakšno je bilo vaše prvo srečanje s slovenskim jezikom? Zakaj vas je začela slovenščina zanimati, glede na to, da ste najprej vpisali in študirali medicino? Ja, medicino sem študiral kar nekaj let, ja. In sem bil precej daleč, ampak preden bi se začel vsakdanjik zdravnika, sem se domislil, da se bom še naučil kak jezik, ne. Ja, moja izbira potem padla na slovenščino, ki je vendar jezik manjšine tudi v Avstriji. To me je zanimalo in tako sem šel na univerzo, na intenzivne tečaje slovenščine in ja, sem kar hitro napredoval potem, pa začel precej zgodaj brati in ja, tako sem prišel do prevajanja, ne. To me je že v bistvu me prevajanje že zanimalo v šoli, ker je bil zame nek nadomestek za gramatiko, ne. Gramatika mi je bila 10. briga, ne. Sem bil slab učenec v jezikih v gimnaziji, ne. Pa prevajanje pa bi imela kratkočasna metoda, da se privadim jeziku, pa ja. Na začetku vaše, pa že rečeva, prevajalske poti je najprej Ivan Cankar. S čim, kako, zakaj vas je pritegnil ravno Ivan Cankar? To je bilo leta 1994, ne? Ne, prej je bilo, ne. Začel sem, mislim, 89. leta na univerzi slovenščino, potem v zgodnjih 90. letih sem začel s prevajanjem, ja. Tako da sem imel do leta 92. že en celoten korpus v bistvu teh dunajskih črtic od Ivana Cankarja, ne, ki sem jih potem ponudil založbi Dravi, ne, pa so rekli, ok, bomo to naredili. Razlog za to, ne, zakaj Cankar, ne, to je enostavno to, ne, da te na univerzi soočal s klasiki, pa ja, sem pač sledil nasvetu, ne, to je treba brati. In so bili pa tudi že starši prevodi obstoječi, ne, in sem si malo pomagal, ne, ker je bilo še vedno je bilo treba obogateti besedni zaklad in vse to. Med tem primerjanjem pa sem opazil, ne, da bi jaz neke stvari drugače rešil, kot so jih drugi prevajalci, ne, to so gospa Jirku, ne, ki je prve Cankarjeve knjige izdala konec 20. let, začetek 30. let. In to je že zastarel jezik, ki ima zelo močno patino in nekatere stvari pa sem tudi sem čisto drugače bral, razumel, ne. In zato sem štartal svoje lastne poskuse. Kakšen pa je bil sprejem pri bralstvu v nemškem prostoru vaših prevodov? Cankarjevih del. Ja, kako so bili sprejeti. Kako so bili ti prevodi sprejeti?
z odobravanjem, z branjem, z fascinacijo, z odkrivanjem Cankarja na novo. Ja. Prva knjiga ima naslov Vor dem Ziel, pred ciljem, to je ena takih dunajskih črtic. In ta knjiga je išla leta 1994, pa je bila senzacionalno sprejeta. Nisem jih nikoli štel, ampak mislim, da smo imeli nad 40 recenzij samo na to knjigo. Ne. In v bistvu jaz nisem mislil na to, niti mislil na to, ne, da bi nadaljeval. Ne. To je bila ena knjiga, pa fertik. Ne. To je lepa stvar. No. Ampak, ko je bila tako dobro sprejeta, ne, me je Helga Mračnikar, ki je bila takrat vodja založbe Drave, vprašala, če ne bi hotel nadaljevati. Ne. Tako je to nastalo, ne, ta ideja o izbranih delih Ivana Cankarja v nemščini. Ne. Se pravi, najdba kot da je aktualen, evropsko aktualen avtor. Ja. Kaj pa dileme vprašanja za prevajalca, ko se srečuje s Cankarjem, je težko prevedljiv, teže kot recimo sodobni avtorji, ima nek specifični jezik, kako se to prelije v nemški jezik? Ja, ne vem, ne. Sem rabil kar en čas, ne, da sem se privadil v tem jeziku, pa da sem iztuhtal kako bi rekel, en jezik prevoda. Ja. En določen stil, ki je prepoznaven, ki je pa tudi moj stil. Prevajanja. Ja. Vsak prevod je tudi en poseben tekst spet, ne. Ni samo prenos originala. Ne. To je že malo več. In se spomnim, da sem ob eni črtici, ob prvem odstavku sem sedel cel teden, ne, dokler ga nisem imel prevedenega, ne, na tak način, da sem bil zadovoljen s tem, ne, da se mi je zvenelo kot original, kot sem si jaz to tedaj predstavil vse. Ne. Danes, ker je vendar ena ritmizirana proza, ne, ki ima tudi neko liričnost, ne, neke vokalne harmonije, vse to sem hotel prenašati. Ne, in tudi obdržati kolikor mogoče sintakso. Ne, ker sem opazil, ne, da pri Cankarju je sintaksa zelo izrazito pomembna, ne, ker je res prepoznavna. Ne. Breda Pogorelec je že ugotovila, da je neka trodelnost pripovedi pri njem. Ne. Če tega ne prenašaš, ja, potem izgubiš posebnost Cankarjevega stila. Ne. Ampak enkrat sem to imel, pa sem lahko delal naprej potem. Ne, pa, ja. Ampak moram reči, ne, da v bistvu je vsak avtor, jaz vsakega avtorja težko prevesti. Ne, vsak avtor ima svoje zahteve. Ne. Pri Cankarju se mi zdi, ne, da niti ni tako težko, ne, ker je on tako jasen v tem, kar piše. Ne, da zame skoraj ni dvoma, ne, kako ne razumem njegove povedi. Ja. Tako, ne. No, od slovenskih klasikov ste prevedli tudi Kosovela, Gruma, Jurčiča, Voranca, Bartola. Ja, Jurčič je ena taka slučajna zadeva, ki je prišla zraven, čist majhna. Ne. Ampak Kosovela, ja, integrale sem v celoti prevedel. Ne. To je prvi kompleten prevod te knjige. Ne. In sem pa tudi potem napisal svojo diplomsko nalogo. To je tema prevodi slovenske literature? Ne, to je že neka kritika edicije, ne, Antona Ocvirka v bistvu. Ne. Kako so sprejeli to knjigo, ki je šla leta 1976, ne, v tej senzacionalni obliki z grafičnimi eksperimenti in vse to. Ne.
In pa sem šel tudi na NUK, ne, pa sem pogledal tudi Zapuščeno, pa sem spoznal, ne, da zadnja beseda o Kosovelu v bistvu še ni rečena. Ne, ker v bistvu bi skoraj vse bi lahko tudi rešil drugače, kot je Ocvirk rešil. Ne. Imaš listke, ne, ki jih lahko kombiniraš, kot hočeš. V bistvu, ne, ko niso datirani in tako. To me je potem začelo zanimati in sem imel kritično stališče tudi do lastnega prevoda, ker sem sprva zelo nekritično izhajal iz tega, ne, da vse, kar piše v zbranih delih, to je kot v kamenu klesano. Ne. Ni. No, to so klasiki, potem pa sledijo mlajši slovenski avtorji Skubic, Pregl, Breda Smolnikar, Franjo Frančič, še kaj drugega, novejšega, Mojca Komrdej, kolikor vem o vašem trenutnem prevajanju. Kakšno je pa to zanimanje pri avstrijskih založnikih? Oziroma, ali zadostno podpira slovenska stran te prevode? Pravzaprav, kakšen je interes pri avstrijskih oziroma v nemškem govorečem širšem prostoru bralcih slovenskih avtorjev, klasikov in živih avtorjev? Ja, klasikov se niti dost ne prevaja trenutno. Ne. Jaz sam sem štartal eno slovensko knjižnico, slovenske bibliotekne, 5 knjig tega je šlo, ne. Ampak to je šlo maloro tudi, ne. Ampak mislim, da smo ravno priča tega, ne, kako se to začne razvijati, ne, da tudi izven dvojezičnega področja na Koroškem se začnejo drugi avstrijski in nemški založniki zanimati za slovensko literaturo. Ne. Podpore, ki jih daje JAK, ne, so izredno pomembne za to, ne, ker je še vedno za založnika, ki nima slovenske literature vnaprej na programu, eno tveganje, da bi se lotil kakega slovenskega avtorja. Ne. In to pa olajša tudi dostop. Ne. Ampak na dolgi rok bo pomembno, če bo uspelo dobiti take stike, ki bodo bolj trajne narave potem. Ne. So take založbe kot na primer Folio, ne, ki medtem že programirajo slovensko literaturo, ampak ena založba je v bistvu premalo. Ne. Zato je preveč dobre slovenske sodobne literature. Ena založba premalo. Kaj pa število prevajalcev? Ste recimo med njimi odličen govorec, slovensko govoreč. To ni tako pogosto, tudi pri prevajalcih v nemščino ne. Kakšno je bilo zanimanje za slovenski jezik v vaših časih študija in če poznate, kako je to danes? Je sploh zanimanje, se pravi do tiste mere, da bi se kdo odločil za študij prevajalstva in posledično seveda prevajanje slovenske literature? Ja, ko sem jaz začel, smo bili prgišče ljudi, ki se je začelo vsako leto. Ne. Ni nas je bilo veliko, ampak angažirani smo bili. In na Dunaju vsaj vem, ne, da število študentov tudi pada. Ne. To je en problem, ne, ki jih imajo vsi majhni predmeti v bistvu. Ne. Slovenščina pa je en majhen predmet. Tako v sklopu južnoslovanskih jezikov in literatur. Ampak, kot sem rekel, angažirani smo bili, pa nas je bilo prav veliko, prav nekaj, ki so že za časa študija začeli objavljati, na primer prispevke v revijah in to. Ne. Ne vem, kako je trenutno. Ne. Na Dunaju je težko, to je težko stanje po mojem. V Gracu je seveda boljš, tam imajo profesuro, pa ne, v Celovcu je tudi bolj uveljavljena slovenistika. Ne.
Bomo videli, ne? Kot vem iz različnih delavnic, ki sem jih imel kot vodja, ne? Ali zadnjič sem bil na Premudi kot mentor, ne? Na poletni šoli za prevajalce, se mi zdi, da nek naraščaj je, ne? In ja, talentirani ljudje, ne? Ne gre toliko za število, ne? Ampak za kakovost, ne? No, vrniva se k Cankarju, o tej obletnici njegove smrti, ki jo obeležujemo letos. Sodelovali ste tudi pri filmu o njem, ki ga bomo kmalu lahko videli. Ivan Cankar je študiral in pa ustvarjal na Dunaju. Ali to pomeni, da je tudi avstrijski avtor? No ja, avstrijski avtor je po formalni plati itak, ne, ker je bil avstrijski državljan za svojega življenja, ne. Ampak pri nas ga germanisti enostavno niso opazili, ne. To se spomnim, da smo mi imeli en učbenik v gimnaziji, tam je bil Prešern omenjen, ne, kot slovenski avtor, ampak to je taka zaradi dopolnila bolj, ne. Ja, ampak o Cankarju sploh ni bilo govora, ne. Mislim, v reprezentativnih avstrijskih literarnih zgodovinah tega ni v bistvu, ne. Ampak kritična zavest je, ne, in tudi kulturološke ali kulturne vede so se začele zanimati za tisti Dunaj, ki je integrirala tudi pisatelje iz Kronovin, ne, Ivan Frankov iz Ukrajine ali pa Jozef Svatopluk Mahar iz Češke, ne, ali pa Cankar z Dunaja, ne. Sami avtorji ki niso bili na nobeni vezi z dunajsko moderno, ne, kakor smo se jo učili mi, ne. Šnicler, pa Hofmannsthal, pa vse to, Peter Altenberg, o katerem mimogrede je Cankar zelo kritično se je izrazil, ne, da je to kič, ne. Ampak po tej plati je Cankar precej znan, bi rekel, pri nas v Avstriji, ne, v nekih krogih, ne, v kulturnih vedah in tudi v publicistiki, ne. Karkoli je danes govor o Ottakringu ali za časa monarhije, tudi govor o Cankarju, ne. To je, ne. No, pa v tem 21. stoletju, glede na trenutne politične, družbene razmere, pravimo, Cankar je aktualen za to 21. stoletje. Njegov opus poznate do obisti. O čem pa vi vidite tisto srčiko? S tem je pa Cankar bil daljnoviden za naslednje stoletje. Kje so tista mesta, ki jih je Cankar kritično izpostavil? Enkrat sem rekel, da je bila tematika, ne, ta pogled na Dunaj iz zunaj, tako rekel. Drugo pa je sama inovativnost tega avtorja, ne, v svojem času, ne, da je to nek kontrastni program temu, ne, kar poznamo, ne, to dunajska moderna. Je še neka druga dunajska moderna, drugi avtorji, ki jih še ne poznamo, ne, ki jih lahko danes odkrijemo, ne, ali smo jih že odkrili. Ne, to se mi zdi najbolj važno, ne. In Cankar sam, moram tudi reči, ker sem izdal tudi njegove eseje in politične spise in vse, je imel izrazito moderna stališča glede tega, ne. Ker je izhajal iz tega, ne, da mora biti tudi literarna zgodovina mora biti funkcionalna. Ne zadostuje, da gledaš kot Glazer, na primer, ne, slovenske avtorje, da jih naštevaš, ne. Samo v dokaz, da so tukaj, ne. Samo moraš literaturo gledati v celotnem sklopu, v sovislosti s socialnimi pogoji, pod katerimi literatura nastaja. In to je njegova eminentna tema v političnih spisih. Povsod najdeš to, ne. Da je umetnik en velik faktor ali pa ja,
en pomemben faktor tudi demokratizacije družbe. Ne. Da mora umetnost tudi imeti svoj prostor v demokratični družbi. Ne. In to je pisal za časa monarhije še. Ne. Ima šanse torej Cankarjeva literatura, da preživi še naslednjih 100 let, tako v slovenskem kot v nemško govorečem prostoru? Absolutno, nimam nobenega dvoma. No, kako pa vi kot vidnejši povezovalni člen, kot mednarodni posrednik med slovensko, avstrijsko, nemško literaturo, vidite to svojo vlogo tudi ob tehnologijah, internetu, možnosti, stičišči, srečevanji, povezovanji, festivali, gostovanji na rezidencah? Je to pomembno, je to smiselno ali predlagati kakšno drugo obliko? Vloga književnega posrednika, prevajalca je nujna, brez vstopa v nemški prostor ali pa angleški, tako rekoč slovenskega avtorja ni, tako si moramo sami zagotovo priznati. Kako pa to vi menite? Torej ste pomembni, če ni prevajalcev, ni slovenskih avtorjev v evropskem prostoru. Ja, tudi ne bi bilo avstrijskih v slovenskem, naprimer. Ne. To ne gre pozabiti. Ne. Se pravi, vloga posrednika je pomembna. Izredno pomembna. Ne. Ampak se ne gre samo za izmenjavo med jeziki, to je še malo več. Ne. To je tudi vloga za izobrazbo, bi rekel. Ne. Ker je literatura eno tako polje, ki ni tako enostavno dostopno. Ja? Moraš tudi posredovati, kaj je sploh literatura. Ne? Tudi v lastnem jeziku, bi rekel. Ne? In, ja. Kako pogosto prihajate v Slovenijo? Letno? Letno, ne vem, 4-5 na leto sem v Sloveniji, vedno za par dni. Ne. Kako pa ste potem tako v stiku z jezikom? Ja, avtorji? Največ preko korespondence. Ne. To je, se pravi, s to novo tehnologijo? Ogromna. Ja, to je izredno važno. E-mail je važno. Kako je uspelo to Cankarju, ko ni imel telefona, mobitela, interneta? Ja, vlaki so bili, pa železnica, pa... Ne vem, on je veliko potoval med Dunajem in Ljubljano. Mislim, da povezave niti niso bile tako slabe. Ne. Da je vlak je tudi potreboval 6 ali 7 ur kot danes. Ne. Morda vaš pogled, informacija, kateri avtorji tudi z vašimi prevodi trenutno prepoznavneje stopajo v nemški prostor, v avstrijski prostor, od slovenskih seveda. Mlajših, živih, živečih. So skoraj že živi klasiki kot Drago Jančar, ki je prodrl, bi rekel, začetek, konec 80-ih, začetek 90-ih let tudi na nemško javnost, ja, s prevodi in se še vedno prevaja. Ne, to je, ampak to je, Vojnović se prevaja pri Folio, naprimer. Ne. Moji avtorji, ne, za mojo zadnjo knjigo od Skubica sem izdal pri neki založbi v Dresdnu, naprimer. Ne. Z Bredo Smolnikarjevo so naju povabili v Rauris na literarni festival, ne, ki je precej pomemben v bistvu. Ne. Nekaj se stalno dogaja. Ja. Kar še vedno manjka, pa je tista širša ozaveščenost, ja, o slovenski literaturi. Nekaj ozadja nam še vedno manjka, ali pa ta samoumevnost, ne, da posežem po slovenski knjigi, ker vem, da je kvalitetna. Ne. Mene osebno nikoli ni zanimalo, ne, da bi prevedel eno knjigo, ker je slovenska. Dobra knjiga mora biti, to je. Ne. Po svoji izobrazbi pa sem tak, da prevajam pač slovensko literaturo. No. Če ni skrivnost, kaj trenutno v Cankarjevem letu prevajate, pripravljate morda za izid ali pa prihodnje leto? Ja, ni skrivnost, od Mojce Kumrde prevajam Kronosovo žetev, ja, in to bo išlo pomladi
drugega leta pri založbi Wallstein v Göttingenu. Ne. Bomo videli. Ne. Bomo videli, ne, kako bodo to sprejeli, ampak mislim, da so dobre šanse, ne, za uspeh. Ne. Tudi čas prevajalca je verjetno dragocen, zato se vam zahvaljujem za pogovor. Želim vam prijetno in ustvarjalno bivanje na rezidenci v Velenju in še kdaj pri nas ali pa na katerem drugem mestu v Sloveniji, ter seveda srečne poti prevajalske na Dunaj. Hvala vam. Srečno. Srečno.